sklop bom vodil jaz in bom pogledal na dijaka ambasadorja kot že večkrat z vidika mladinskega dela oziroma z vidika neformalnega izobraževanja, kar se v programu EPAS gremo. Ključna beseda pri tem naslovu se mi zdi beseda aktivni. In zdi se mi, da ko rečemo besedo aktivni dijak, da je ponavadi kar tako, da želimo imeti nek gumb, ki ga bo aktiviral, ki ga bo pritisnil, nič ena, da besedo aktivni razumemo zelo binarno in da mislimo, da pač sta samo pasivnost pa aktivnost v naših splošnih pogovorih. Potem takoj, ko gremo malo bolj v pedagoško teorijo, vemo, da ni tako. Besedo aktivni pa bi nekako jaz definiral kot, oziroma tako jo tudi mladinsko delo definira, da aktivni mladi so tisti mladi, v neki dejavnosti so kot aktivni mladi definirani tisti mladi, ki sodelujejo v vseh 4 fazah nekega projektnega cikla. Torej, če mladi sami dajo idejo, če mladi sami načrtujejo projekt, če mladi sami izvajajo projekt oziroma sami na njihovo lastno pobudo, se jim lahko odrasli pomagajo. In če ga sami tudi vrednotijo, potem štejejo kot aktivni mladi. Če pa v večini teh faz niso oni pobudniki ali pa ne nosijo zastave, potem pa pač ne štejejo kot aktivni mladi. Zdaj, če se te 4 faze zgodijo, potem lahko govorimo o tem, kar z lepo slovensko besedo rečemo ownership oziroma lastništvo nad projektom. Če bojo mladi aktivni, torej če bojo v vseh teh 4 fazah sodelovali, bojo imeli lastništvo nad celotnim projektom, bo stvar njihova, jo bojo vzeli za svojo. In jaz sem o tem že govoril, sem šel prav nazaj pogledati, oktobra 2017, torej pred letom pa pol, in sem o aktivni družbeni participaciji in sem vam pokazal med drugim tudi ta slajd, ki sem ga prav za vas spesnil kot moje razmišljanje o tem, kaj so 4 mehanizmi, ki delujejo pri tem, ko spodbujamo aktivno participacijo dijakov. In sicer takrat sem vam rekel, da mislim, da je potrebno biti na te 4 točke pozoren. Si lahko tudi video pogledate od leta pa pol nazaj na strani Evropskega parlamenta. Prva, da je, tam je še poglobljena obrazložitev tega. Prvo, da je pomembno, da dijak čuti, kaj je tukaj zame, kaj bom jaz imel od tega. Potem druga, da ima občutek vrednosti, da dobi občutek, da je nekaj prispeval, da je nekaj vrednega, valuable, z lepo slovensko besedo, prispeval. Potem, da ima dober občutek, da je šel tudi iz cone udobja, kdaj v tem projektu. In četrta stvar, da ima to lastništvo nad idejo, kar sem že omenil. Danes bi pa rad to mečkem nadgradil prav z vidika motivacije in sicer po temle sklopu, torej na kosilo želim, da greste s temi 4 stvarmi. Rad bi vam dal 3 puzle, 3 puzle, ki so 3 elementi motivacije, ki se mi zdijo primerni za ta projekt, in pa rad bi vam dal še eno svoje osebno, skromno osebno priporočilo. To je v bistvu te 4 besede, bi rad, da si na koncu nekako vzamete v premislek in bom tudi poskušal poskrbeti, da boste vmes premišljevali. Vprašal bi vas za začetek, kakšno okolje potrebujejo mladi, da bojo aktivni. Kakšne elemente okolja potrebujejo? A je to, da so rolete dvignjene, ali je to, da so mize roza pobarvane, ali to, da je mentor zabaven. Ne si tega v skupini povedati, prosim, da to držite kot poslovno skrivnost, ampak da vsak od vas to sestavi. En element okolja, ki se vam zdi zelo pomemben, da bo dijak aktiven.
Lego kocke kot metoda dela v tem sklopu niso bile izbrane po naključju oziroma kot plod tega, da pač ni bilo nobene boljše ideje, ampak so povezane s prvim od 3 puzlov, ki bi vam jih rad dal. Prvi puzle je namreč avtonomija in tukaj si lahko vsak od nas postavi vprašanje, zakaj se z Lego kockami začnemo kar sami od sebe, večina ljudi, igrati, če so na mizi. So privlačne, roke kar same nevede zbežijo ali pa med takim predavanjem prav nič ni narobe, če zraven še kaj tazga delamo. Prvi puzle, ki je povezan z motivacijo dijaka ambasadorja, se mi res zdi avtonomija, ker ko se igram z Lego kockami, imam popolno avtonomijo, popolno kontrolo, popolno svobodo nad tem, kaj bom sestavil. In pri tej avtonomiji se meni zdi pomemben to, ker so delali raziskave v različnih podjetjih, če so dali ljudem, recimo softverskim inženirjem, 2 dni avtonomije, se pravi, da so si sami organizirali prostor, sami so si organizirali obliko dela, sami so si organizirali hrano in pijačo, so v več podjetjih dokazali, da tako več napak popravijo, več novih dodatkov za tisti softver razvijajo, kot pa v par mesecih, če jim te avtonomije ne dajo. Seveda ta avtonomija ni dobra kar za vse, za vse tipe nalog, ampak se izkaže, da je veliko boljša pri nalogah, ki so kompleksnejše, kot pa pri ponavljajočih. Pri ponavljajočih nalogah je seveda človek bolj podoben robotu in potrebuje bolj kontrolirano delovno okolje, medtem ko pri kompleksnih nalogah je pa ta avtonomija običajno prinese boljše rezultate. Ljudje se skozi avtonomijo veliko bolj udejstvujejo in usmerjajo samega sebe. In opazili so, zanimivo, ker so v tradicionalnem menedžmentu dali za inovativnost nagrade, denarne, da te denarne nagrade niso bistveno izboljšale inovativnosti zaposlenih, ampak so veliko boljši rezultat je dosegla večja avtonomija kot denarne nagrade, ko govorimo o sami inovativnosti. Meni se zdi, da delo dijaka ambasadorja je naloga, ki sama zase spada v to kompleksnejše oblike nalog in da je zato avtonomija kot prvi puzle tukaj zelo na mestu. Kaj bi bil drugi košček sestavljanke? Odličnost. Tisto, kar motivira mnoge ljudi, da potem, ko so cel teden trdo delali, cel vikend vadijo nek instrument, drajsajo isto stvar ure in ure, trenirajo do nemoglosti kakšen šport, to je odličnost. Neverjetno je, kako odličnost motivira, kako to doseganje odličnosti motivira ljudi brez vsakega samega evra plačila in kako je to pravzaprav mogoče tudi uporabiti v pedagoških procesih. Tukaj bi se navezal na naše prvo usposabljanje, ki smo ga imeli konec lanskega leta. Nekateri ste na njem bili, nekateri ne. Na njem smo namreč, tukaj je fotografija teh istih tal, na katerih smo tudi danes, si postavili vprašanje, o čem lahko dijak ambasador, oziroma kakšne so najpomembnejše lastnosti dijaka ambasadorja. In danes lahko te iste liste, ki smo jih napisali, uporabimo za vprašanje, v čem lahko dijak ambasador postane odličen tekom projekta EPAS. Kaj lahko vadi pri sebi, da bo postal v tem odličen ali pa postajal v tem odličen. Tukaj sem vseh teh 20 lastnosti, ki ste jih napisali, naštel tudi sam, še enkrat na tem slajdu.
A lahko morda naši dijaki ambasadori postanejo odlični, vedno bolj odlični in ta napredek tudi opazijo v kritičnem razmišljanju? A lahko postanejo odlični, vedno bolj odlični v javnem nastopanju preko tega projekta? A lahko postajajo vedno bolj odlični v odnosu do drugih, v odnosu do sočloveka, v tem, da se jim ni problem izpostaviti, v odprtosti? A lahko postanejo odlični v vedoželjnosti, v učenju učenja, learning to learn? Moje mnenje je, da je ta drugi košček sestavljanke od treh v projektu EPAS majčken problematičen, zato ker za tole odličnost res rabimo veliko časa ponavljati iste stvari, da postanemo v nečem odlični. Se mi pa zdi, da je dobro to, da lahko izbrskamo talente, v katerih dijaki že so odlični, pa jih siceršnji šolski kurikul ne prepozna in ne da možnost, da bi v njih zacveteli v polnosti, jih pa lahko prav preko programa EPAS odkrijemo in jim damo povratno informacijo, da so v tem že zelo blizu odličnosti. Naprimer, če je nekdo res dober v debaterstvu, je to pogosto tekom rednega kurikula moteče, tukaj pa lahko se izkaže zelo dobro. Ali pa če je nekdo zelo dober v nekem risanju, podobno. Ali pa v, recimo na zdravje, v skrbi za skupino, recimo, ali pa za samo organizacijo skupine. Glavno vaše orodje pri tem drugem puzlu se meni zdi, da je dajanje povratne informacije oziroma refleksija pridobljenih kompetenc. Se mi zdi, da to je tisto, kar imate vi najmočnejše v rokah, da lahko to odličnost naslavljate pri dijakih. Jaz sam vidim 3+1 možnosti za refleksijo teh kompetenc in sicer ali je to mentorjeva refleksija kompetenc, ali je refleksija kompetenc v skupini med samimi dijaki, ali pa je samo refleksija. Za vsako od teh treh obstajajo orodja za beleženje in prepoznavanje kompetenc, tudi za beleženje neformalnega izobraževanja, tak naprimer je Youth Pass ali pa Netflix ali pa razni portfoliji, ali pa potrdila, če jih šola izdaja, ali pa tudi ta EPAS potrdila, ta uradna od Evropskega parlamenta, na katerih sicer ne piše, katere kompetence je dijak pridobil tekom programa EPAS. Tako da meni osebno se zdijo ta potrdila, ki jih parlament izda, niso zadostna v tem, da bi dijaki si prizadevali za to odličnost. Za to odličnost rabijo oni veliko bolj individualno povratno informacijo, v čem so oni res dobri ali pa v čem so napredovali. Tako da zdaj bi vas povabil na drugo 3-minutno debato ob koncu drugega koščka sestavljanke na temo, kako lahko jaz kot mentor krepim to odličnost oziroma kako lahko dajem to povratno informacijo tekom svojega programa. To vsi vemo, da lahko delamo, ampak dajmo si tukaj zazreti v oči pa pogledati realno, kaj se nam dogaja. A imamo sploh čas za tole narediti, kar tukaj gor piše, za refleksijo pridobljenih kompetenc tekom EPAS projekta? Katera od teh 4 se nam najbolj odnese, kje je še največ rezerv, kaj lahko jaz kot oseba še spremenim na tem področju? Tretji košček sestavljanke je pa namen. Če boste googlali to teorijo, jo predlagam, da jo googlate pod ključno besedo three puzzles of motivation ali pa čakajte, kako že gre, autonomy, mastery, purpose. Če boste googlali, vam priporočam, ker je zanimiva. Se nanaša sicer na profitni sektor, ampak meni je ravno to privlačno pri njej, da ta teorija še bolj drži za tako neformalno delo, kot ga imamo mi, kot pa za profitni sektor, po mojem. Oziroma, da to so še bolj naše karte, naši aduti. Kaj je ta purpose, ta namen? To ni namen v smislu, kaj bom imel jaz od tega, kakšen bo moj zaslužek,
ampak je neke vrste transcendentalni namen. Namen, ki ne gre samo v mojo neposredno korist, ampak gre v neko širše dobro. Na nek način bi si ga morda lahko osvetlili z vprašanjem, kako, na kakšen način bo svet boljši, ker počnemo to, kar počnemo. Torej, zakaj sploh delamo to, kako bo to, kar delamo, prispevalo k izboljšanju sveta. Zdaj, za nas se zdi to samoumevno pri projektu EPAS, ker pač vsi tukaj navzoči verjamemo, da Evropska unija prispeva, torej da scenarij, ko smo del Evropske unije, saj mislim, da velika večina, to verjame tukaj, da scenarij, ko smo del Evropske unije, je veliko boljši kot scenarij, da nismo. In tudi scenarij, da ljudje povejo, je boljši kot da ne povejo in da se ustvarja prepad med odločevalci in državljani. Tako da ta namen je dosti simpel tukaj povedati, pa vendar vprašanje je, ga komuniciramo s svojim dijakom. Poleg tega bi rekel, da v profitnem sektorju je pa to veliko težje, ker tja ljudje primarno hodijo zaradi plače in menedžeri v profitnem sektorju lahko tega jokerja, ta namen, če ga sami pri sebi razdelajo, razmislijo, veliko bolje uporabijo, še veliko boljš uporabijo. Govorijo o tem profitu, v tej teoriji o profit mode pa purpose mode. Torej, organizacija oziroma podjetja ali pa tudi šole ali pa dejavnosti, ki so v načinu maksimizacije profita, ali pa tiste, ki so v dobička, ali pa tiste, ki so v načinu delovanja maksimizacija namena, maksimizacija neke dobrobiti. Govorijo o tem, da če se pač gleda res na denar, da se bo naredil čim večji profit, se dolgoročno to obrne v delovnih okoljih tudi profitnih, v to, da se pač inovativnost zaduši, da pol podjetje dolgoročno hira in dokler deluje na starih lovorikah, še deluje, potem pa ne. Če se pa v podjetju, v taki organizacijski kulturi ustvarja ta purpose mode, torej delovanje za namen, torej zato je pa res potrebno, da ljudje, ne vem, primer v Gorenju, vejo, da ne hodijo tja sam zaradi plače, niti ne hodijo tja sam zaradi pralnih strojev, ampak hodijo zaradi nekega globjega smisla, kar je v takih podjetjih včasih zelo težko ustvariti, tako organizacijsko kulturo, je pa potem stvar drugačna. Torej, ekonomija, standardna ekonomija, zdaj že ne 20 let ne več, ampak standardna ekonomija ima v sebi ugrajeno predpostavko, da je človek racionalno bitje, ki teži k maksimizaciji osebnega dobička, torej da se bo pametno odločil. Ampak so bile že tudi Nobelove nagrade podeljene na to temo, da ne težimo samo k maksimizaciji osebnega dobička, ampak tudi k maksimizaciji osebnega namena. Torej, da se odločamo ljudje ne samo tako, da bomo imeli dobiček, ampak tudi, da bomo maksimizirali svoj dobrobit, ki ga dajemo družbi. Ne vem, če ste gledali najbrž že ste, en video TEDx govor od gospoda Simona Sineka, ki ima naslov Start with Why. On pravi, da govori sicer o marketingu, ampak saj mi svojim dijakom delamo marketing za ta EPAS program. On pravi, da razlika med dobrimi voditelji pa slabšimi voditelji je v tem, kako komunicirajo to, kar počnejo. In sicer pravi, da vsi vemo to, kar je na zunanjem krogu tukaj na skici, torej kaj počnemo. Naprimer, delamo pralne stroje. Vsi, nekateri od nas, polovica recimo, vejo tudi, kako, how, ta srednji krog, kako to počnemo. Kakšne pralne stroje delamo? Delamo take pa take pralne stroje, ki imajo te pa te značilnosti, so take pa take barve, imajo lep dizajn, portrajnijo toliko pa toliko energije in tako naprej. Sinek pa pravi, da le redki pa vejo, zakaj to delajo. Zakaj delajo te pralne stroje. In pri tem, zakaj, on pravi, ne mislim dobička, ampak mislim, kaj je tvoj razlog za to, da zjutraj ustaneš, kaj je tvoja vera, zakaj to, kaj je tisto, kar povezuje te pralne stroje, ki jih delaš z boljšim svetom v prihodnosti. In on pravi, da je potrebno vrstni red tega od
ker najrač gremo pravo od konkretne stvari k bolj meglenim stvarim, od zunaj in noter v ta krog. Ampak prav, da ta boljši voditelji, in to ste tudi mentori, naj komunicirajo obratno, od noter na vzven. Torej, zakaj, kako in šele potem kaj. Kako bi zdaj ta komunikacija izgledala pri programu EPAS? Ker na koncu, če pomislite, kaj dijaki zares delajo, barvajo neke plakate, stojijo pred drugimi dijaki, pa jim nekaj razlagajo o Evropski uniji, študirajo neke teme, diskutirajo o nekih temah, ki jih v osnovi niso zanimali, torej na tem what level, na tem, kaj počnejo, v bistvu niso toliko zanimive stvari sploh zares. Ampak tisto, kar je naš joker, naš adut, je kaj, je zakaj. Torej, a si zato, da poskušamo narediti naše okolje boljše zase, za svoje sošolce in tako naprej, potem kako bomo to delali? Gremo narediti eno ekipco, ki bo malo na šoli naredila vibe na temo Evropske unije, kaj je sploh dobro, pa kaj ne, pa se bo malo povedala, kaj si mladi želimo, in potem what, torej kako, a gremo narediti, ne vem, tako escape room, a gremo narediti tako info točko, a gremo okrog s tako kampanjo in tako naprej. Torej, predlagam vam, da nagovarjate dijake v tem vrstnem redu. Zakaj, kako, kaj. To so te tri puzli, ki sem jih vam želel danes pokazati. Avtonomija, odličnost in namen. Po angleško, če boste googlali, še enkrat autonomy, mastery pa purpose. Če pomislite, kako vaš ravnatelj ali pa vaša ravnateljica dela z vami, ali pa širši šolski sistem z vsemi regulativami. Naredite to vajo, pa ne zdajle, ampak doma ali pa med vožnjo, če boste razmišljali o tem, a imate vse te tri puzle. In če bi imeli vse te tri puzle, a bi kaj drugače delali v vaši šoli? A bi bilo kaj boljš, ali pa če jih imate, to je to, sem hvaležen in zato sem rad tukaj. To so te tri puzli, ki mislim, da ko sem razmišljal, kaj bi vam danes povedal o motivaciji, so se mi pojavili kot res tista najbolj bistvena stvar, ki po moje lahko na enostaven način implementirate to v svoje delo. Potem pa sem rekel, da poleg teh puzlov še en skromni namig. Skromni namig je pa tale. Je pa moj osebni, ni nobena teorija v zadnji, ampak je moja osebna teorija. Da mentor v bistvu mora biti nemočni car. Kaj to pomeni? Kako sem se sam znajdel v takih stvareh, je bilo to, da me je en kolega, par let starejši od mene prosil, to je bilo leta tam okoli 92, kako sem se znajdel v mladinskem delu. Delal je nek seminar v Južni Afriški republiki, odkudar je imel prednike, in me je prosil, če bi mu neke zemljevide v Paintbrushu, če se še spomnite, najbolj osnovnega risarskega programa, nekaj popravil in narisal. Takrat sem jaz spoznal, da sem eden redkih, ki to zna. In potem smo bili taka mladinska skupina in sem pol jaz kar samo iniciativno prevzel, da bomo delali časopis naše skupine, ker sem ga jaz pa tudi postavil, oblikoval, težil ljudem za članke in tako naprej. In to so bile zame dva bistvena koraka k temu, da sem začel odkrivati svoje talente, da sem kot človek, ki je praktično invalid s 30% vida, ki je bil veliko časa socialno izključen, na koncu vendarle dosegel neko svojo lastno pot, ki je dosti neinstitucionalna. In menim, da so ravno te tri stvari, to je avtonomija, odličnost in pa namen, ki sem jo v tisti skupini dobil, zasadila mnoga taka semena za naprej tudi. In res vam to priporočam, da poskušate ta semena zasaditi tudi vašim dijakom, ambasadorjem, bog ve koliko poslancev evropskih se skriva med njimi prav v vaši šoli.